Dober dan. Pozdravljanje je obvezni del lepega vedenja. Tudi vljudnostni izrazi prosim, hvala, oprostite in izvolite v našem besednjaku ne smejo manjkati. Korektno obnašanje, vljuden govor in urejen videz so trije stebri lepega vedenja. Z njimi lahko naredimo dober prvi vtis. To so pravila lepega vedenja, ki naj bi jih upoštevali v vsakodnevnem življenju, tako v domačem okolju, kot tudi predvsem v delovnem okolju. In s tem, ko jih upoštevamo, pokažemo svoj odnos do soljudi in tudi do naših gostov. Torej, skoraj v vseh knjigah, ki pišejo o bontonu, se ponavlja in se vedno pojavlja poudarjanje pomembnosti prvega vtisa. Prvi vtis naredimo svojo pojavo, in kar zamislimo si, kolikšen del kože se vidi. Vidi se naš obraz, vidijo se oči, vidijo se roke, vse drugo je praviloma pokrito. Torej bi lahko rekli, da s tem prvim vtisom, da je pri prvem vtisu velik pomen urejene zunanjosti, od pričeske do obleke in tako. Da pa mnogi pa tudi rečejo, da prvi vtis je skoraj da nepopravljiv. Dober dan. Prvi vtis je tudi zelo pomemben za inštitucijo, ker prvi vtis, ki ga gost dobi, ga dobi s tistim, ki ga v inštituciji sprejme. Torej si bo na podlagi tega gost tudi ustvaril neko predstavo o tem, o zaposlenih, o inštituciji. Pri rokovanju smo povedali, da je pač ta stisk roke primerno čvrst, naj traja 2 do 3 sekunde. Ljudi, s katerimi se rokujemo, tuje roke ne zadržujemo, ljudi ne trepljamo, se jih ne dotikamo. Praviloma spoštujemo tisti intimni pas, kot ga imenujemo, nekako do pol metra oddaljenosti, ki je namenjen našim najbližjim. Torej, ena pravila komuniciranja med ljudmi veljajo na družabnem področju in v zasebnem življenju in druga pravila na poslovnem področju. Nikakor ni primerno, recimo gospe predsednice, naslavljati gospa Frida recimo v javnosti oziroma jo tikati ali kakorkoli, ne? Ker na poslovnem področju je ona gospa predsednica ali gospa in priimek, ne? Predvsem pa mora, kadar je recimo družba širša, bolj mešana in se ljudje med sabo ne poznajo, ne vejo, za kakšne odnose gre, bolj primerno uporabljati vikanje. Vse osebe, ki jih vikamo, naslavljamo z gospod in gospa. Vsaka ženska po 18, ko dopolni 18 let, je v tem smislu gospa. Mogoče kakšna izrecno zahteva, da se naslavlja z gospodična, kar se seveda tudi upošteva. Pravilno je reči recimo gospa Leban, ne gospa Lebanova, ne? In tudi polovično vikanje ni najbolj primerno in bolj velja v prijateljskih stikih, recimo gospa Olga, ne? To je polovično vikanje. Ko rečemo gospa, uporabimo pa osebno ime. In kakšna je vloga tolmača pri komuniciranju gluhe in slišeče osebe? Vloga tolmača je v teh primerih gotovo specifična. Torej, tolmač naj bi povzel točno tisto, kar je bilo povedano. Tolmač naj ne bi spreminjal, to je tudi v skladu z kodeksom etike. Predvsem to, da korektno povzame, kar je bilo povedano. Naj ne dodaja, naj ne spreminja.
Če se mu zdi kaj narobe, naj to pove potem. In če je potreben kakšen popravek, naj se to naredi kasneje. Uporaba mobilnih telefonov je pogosto zelo moteča in nevljudna. Obleka naredi človeka. In kako se primerno obleči, na primer, za razgovor za službo? Tudi poleti, če je še tako vroče, morajo ženske vedno nositi nogavice in imeti vsaj spredaj zaprte čevlje. Ni primerno, da bi imele gola ramena in tudi ne preveč odprtih, ne prevelikih izrezov. Izrez naj bi ne segal izpod podpazduhe. Torej ni primerno, včasih je treba tudi malo potrpeti in poskrbeti za en resen videz. Vedeti se mora, kdaj smo v službi, vedeti se, ne smemo ustvarjati dvomov, ali gremo na plažo ali v službo. V skoraj vsaki situaciji lepa beseda lepo mesto najde. Joj, oprostite, res nisem vas videla. Žal mi je. Pravila obstajajo tudi za obdarovanje. Vedno moramo dati darilo, ki je za prejemnika primerno. Vrednost ne sme biti prevelika. Zelo lepo je, če ga lahko povežemo, če izbiro darila lahko povežemo s konjičkom tega obdarovanca, če morda vemo, zakaj se posebej zanima. Nekomu, za kogar vemo, da ne bere veliko, ne bomo podarili knjige. Srečno novo leto. Pri darilih naj bi veljalo to prvo pravilo, da darila prinese tisti, ki pride na obisk. Šele ko dobimo darilo od gosta, lahko darilo damo tudi povratno darilo, lahko pa tudi ne. Slovenci naj bi po svetu nosili darila, ki so povezane z našo kulturno dediščino, zgodovino, ki so izdelane v Sloveniji iz slovenskih materialov, ki odražajo našo kulturo ali zgodovino, kot sem že rekla. Vse najboljše, Maja. Hvala. Seveda se je pred potovanjem v tuje države treba pozanimati, če tam veljajo kakšne specifike, kot recimo tak primer Japonska se mi zdi, kamor naj ne bi nosili daril, ki so parna, na primer kombinacija dveh stvari v enem darilu. Ne bi jih zavijali v bel papir, ker je to tam barva žalovanja, ljudje bi mogoče iz tega hoteli dobiti kakšno drugačno sporočilo. Sploh pa ne daril sestavljenih iz 4 delov, ker 4 pač pomeni smrt na Japonskem.